Torej, danes smo tukaj, kot je že tradicija, že četrtič, skupaj z Gospodarsko zbornico in Ministrstvom za visokošolsko znanost, kulturo in šport, kjer enemu širšemu krogu zainteresiranih predstavljamo novo rundo razpisov Evropske komisije iz 7. okvirnega programa in že tudi predstavljamo, kaj bodo značilnosti naslednjega cikla, to je torej obzorja 2020, v katerem bo Evropska unija namenila za raziskave čez 80 milijard evrov. Izzivi za Slovenijo so seveda veliki. Žal smo v preteklosti premalo pozornosti posvetili pametni specializaciji. Moram se opravičiti za to frazo. Gre v bistvu za specializacijo, ki ne izhaja iz objektivnih možnosti, ampak tudi omejitev. Seveda jasno, za majhne države to še velja posebej. Danes bomo o tem slišali prav gotovo veliko, namreč to je uvodni panel, danes dopoldan. Potem pa v dnevu in pol, oziroma praktično skoraj polnih 2 dnevih, bo blizu 200 udeležencev se seznanilo z konkretnimi pogoji za posamezne razpise. Mnogi se bodo srečali z svojimi partnerji ali bodočimi partnerji v projektih, mnogi bodo dobili inspiracije ali ideje, kako razvijati projekte, kajti ključ uspeha je, da imaš projekte na zalogi in se potem z njimi v pravem trenutku prijaviš na ustrezen razpis.